nisem pristaš tega, da ne vem, dobimo navdih, pa gremo pisati, ker to pisanje lahko bo pač nekaj čist odziv mogoče na neko objavo, ki smo jo mi videli, mogoče odziv na nekaj, kar se nam je v tistem dnevu zgodilo pač v našem biznisu, nima pa neke, bom rekla, konkretne povezave z našo ponudbo. Tako da tukaj sem v bistvu v mojem pristopu prodaje, znanje podajaj, tukaj pravzaprav izhajamo iz tega, da je vsa naša vsebina povezana z našo prodajo oziroma z našo ponudbo. Ne govorim tukaj zdaj konkretno o produktih, ko govorim bom rekla, v tem kontekstu, govorim o rešitvi. To se pravi, kaj je tisto, kaj mi pravzaprav našim strankam omogočamo, kaj jim prinašamo v njihovo življenje, kakšno rešitev jim ponujamo, in v skladu s to rešitvijo gradimo vse naše vsebine. Skratka, ko naredimo, bom zelo konkretna, recimo v programu Prodajam je znanje podajaj, je prva stvar, ki jo naredimo, je tako imenovan moj online business manifest, v katerem zelo konkretno spišemo tematike, pridemo do tega, katere so tematike, katere so te vsebine, o katerih je smiselno govoriti, potem pa to v nadaljevanju programa seveda razvijamo tudi z vsebinskega vidika, skozi ta vsebinski marketing, kako zdaj to pač predstaviti in vsebinsko zapakirati, vendar pa, še enkrat poudarjam, torej ne gradimo, kljub temu, da se mogoče sliši, da rečemo, znanje podaje, daj pet govoriti, karkoli že imaš za povedati, ne, gradimo strateško, vsebino gradimo strateško v skladu s tem, kar je v bistvu naša končna rešitev, oziroma kadar prodajamo mogoče neke konkretne stvari, smo še bolj specifični in še bolj, bom rekla, gradimo vsebino v skladu z, bom rekla, rešitvijo, ki jo podajamo v naših programih, bodisi online programih ali pač klasičnih delavnicah oziroma klasičnih coaching obliki.